Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Mogoče lahko posvetimo nekaj časa čustvenim držam, ali ne? Nekatera čustva, ki nam škodijo, so samopomilovanje. Depresija, prevelika potrtost ali žalost, dopustiti okoliščinam, da uravnavajo naše počutje, hitra jeza, občutljivost in takojšnja užaljenost, ravnati le po svojih čustvih, ne da bi pri tem bili realistični in bi malo pomislili na svoja dejanja. Če se naš načrt ne uresniči, se počutite takoj zelo razočarane. Da vam iz knjige preberem zgodbo o ženi, ki se je vdala samopomilovanju in kako je končala. Rekli mi boste, da imate razlog, zaradi česar se lahko smilite sami sebi. Morda je res, vendar nimate za to nobene pravice, kajti Bog poskuša spremeniti stvari v vašem življenju, če boste z njim sodelovali. Govorim vam, kaj je naučil mene. Veliko časa sem prebila, ko sem se smilila sami sebi in vsakič, ko me je Bog hotel opozoriti na to, sem rekla, ti ne veš, mene so zlorabljali, z mano so ravnali kot s psom, z nobenim ne bi smeli tako grdo ravnati. In potem sem razumela, res je bilo tako, niso ravnali prav z mano. Imela sem vse razloge, da posedam okrog, se jezim na vse, da imam tetovažo na ramenu in vse mogoče stvari, vendar zato nimam pravice, ker je Jezus zame umrl in vstal in je to nepotrebno. Dajte no, premislite še enkrat. Ne gre za to, da delate to, za kar imate razlog. To vam pravim zaradi tega, ker je Jezus razlil svojo kri zaradi nas in žrtvoval svoje življenje na križu in toliko pretrpel in šel pred pekel, vendar je on vstal od mrtvih in je sedaj na desnici svojega nebeškega očeta. A si lahko predstavljate, kaj je pomenilo Bogu, da pride sem dol in si pridobi meseno telo? To bi bilo, kot če bi se jaz strinjala, da bi postala mravlja. Pa to niti ni dober primer. On je toliko napravil za nas. Tako ogromno je napravil za nas. In nam ni potrebno, da posedamo okrog in se smilimo sami sebi. Res je, morda imate razlog, vendar pa nimate pravice za to, kajti on je plačal previsoko ceno in vam ni potrebno vztrajati pri tem. Lahko rečem tudi to, da če to delate, ni zaradi tega, ker bi to morali, ampak zaradi tega, ker to hočete. Poiskala bom nekaj ljudi, ki se mi posmihajo. Vem, kako to gre. Ti že ne veš, kaj vse jaz prenašam. Ti ne veš, kakšno je moje življenje. Jaz vam samo govorim, da če se smilite sami sebi, vam to ne bo nič pomagalo, nič se ne bo spremenilo. To ne naredi vtisa na Boga, ampak hudič ima to rad. Seveda, vsak dan, ki ga zapravite v samopomilovanju, imajo v peklu zabavo. To imajo zelo radi. Veste, vi morate priti do točke, ko vas hudič povabi na pomilovanja vredno zabavo in mu rečete, ne hvala, to sem že storil, ne bom zapravil niti enega dneva več, da bi posedal, kjen se smilil samemu sebi. Veste, da je veliko čudovitih ljudi, ki gledajo to po televiziji in imajo vse mogoče težke preizkušnje v življenju. Prav sedaj mislim, da je tam nekdo, ki je zelo bolan na bolniški postelji, morda imate zares težko bolezen ali pa ste imeli težko nesrečo. Veste, in takrat pridejo razne izkušnjave, da se smilite sami sebi in to zaradi okoliščin, v katerih ste. Naj vam nekaj povem, Bog hoče, da bi imeli veselje v katerihkoli okoliščinah, ki jih izkušate. Tudi to bo minilo. In vi se boste vsega tega rešili. Ne zapravljate svojih dni tako, da se smilite sami sebi, ampak jih raje uporabite, da študirate Božjo besedo, berete dobre knjige, pogledate dobre oddaje na TV, uporabite čas tako, da se napolnite z Božjo besedo, da boste lahko ponovno hodili in hudič bo tako besen, že ko boste vi samo vstali s postelje.
Tole je zgodba. Poznam ženo, ki je vse življenje bila ljubezniva in prijazna. Vedno je z veseljem delala stvari za druge ljudi, vendar pri 87 letih ni mogla več živeti sama in je morala iti v dom za ostarele. Ta dom je bil eden izmed najboljših v mestu in tudi osebje je bilo zelo v redu. Dobro so skrbeli zanjo, imela je dobro hrano, otroci so plačevali položnice in jo obiskovali, vendar se je ona vdala v čustva samopomilovanja in to jo je začelo voditi. Godrnjala je za vse in se pritoževala. Pogosto je izrekla, da ljudje ne razumejo, kako težko je zanjo in biti odvisna od drugih. Težava je postala tako težka, da so se ljudje bali in so jo nehali obiskovati in osebje se je vsakič zdrznilo, ko so videli rdečo luč nad njeno sobo. Ker je mislila le na negativne stvari v svojem življenju, je vse to naredilo jezno in potrto, tako da so ji doktorji morali dajati vedno več pomirjeval in tablet za živce, da je bila dovolj mirna za osebje. Resnično verjamem, da če bi bila pozitivna in hvaležna, bi njena preizkušnja lahko bila v veselje. Bila pa je tako res osredotočena le nase, da je celo odklonila oditi ven iz sobe in obiskati druge sostanovalce ali iti v hišno kapelo. Zame je bil to dober primer, kako navada napačnih čustev lahko uniči življenje in vse naše odnose. Ona je imela možnost izbire. V kakršnih koli situaciji ste danes ali v kakšne okoliščine boste stopili, boste vedno imeli izbiro. To je ena izmed najboljših stvari, ki nam jih Bog daje. Pred tabo sem postavil življenje in smrt, izberi življenje, da boš živel ti in tvoji potomci. Mogoče so nekateri ljudje, ki morajo napraviti odločitev, da morajo končati svojo zagrenjenost. Da ne boste gledali samo nazaj. Odločite se, da ne boste zapravili še enega dneva svojega življenja in se boste smilili sami sebi. Izberite držo veselja. In kar naenkrat se boste osvobodili vse naglice, ter se boste naučili, kako ravnati s svojimi čustvi, tako da ne bodo vladala nad vami. Ne vem, kakšni ste, vendar jaz imam rada napredek, rada imam cilje, rada rastem in imam svoje načrte. Vse te stvari me sploh ne motijo, ampak so zame izziv. Navdušena sem, ko mi Bog daje nove možnosti in vidim nekaj, v čemer lahko rastem. Če ste me poslušali zadnjič in predzadnjič in imate težavo v stvarih, o katerih sem govorila, potem ne odidite domov in si mislite, kot naprimer, moj Bog, boljše, da sploh ne bi šel tja. Samo recite, tako sem navdušen, da komaj prenašam, Bog mi je odprl oči, odkril mi je veliko novih stvari, komaj čakam, da začnem sodelovati s Svetim Duhom, da vidim, kaj bo storil v mojem življenju. Amen. Samopomilovanje. Elizabeth Elliot je rekla, samopomilovanje je smrt, ki nima vstajanja. To je greznica, kjer te ne more doseči nobena roka, ker si se sam odločil, da se boš tja noter pogreznil. Vi veste, da je samopomilovanje neke vrste malikovanje? To pomeni, da se obrnete navznoter in častite sami sebe. Pomembno postane samo to, kako se vi počutite, kako se ljudje obnašajo do vas in česa za vas oni ne naredijo. Jaz vam samo pravim, da razumem vaše okoliščine in razumem delovanje čustev. In razumem, da morda z vami niso prav ravnali in da življenje ni bilo pravično. Vse to razumem. Vendar sem tukaj zato, da vam povem, da je samo ena stvar, ki jo zmore premakniti Božjo roko in to je vera. Nikakor ni to samopomilovanje. Moramo imeti pozitivno držo, kot je Bog me ljubi. On bo skrbel zame, ni pomembno, kaj mi stori kdo drug, kajti Bog je moj maščevalec in bo napravil tako, da bo prav, če mu bom le zaupal. Upam, da sem koga nagovorila in ne le, da predavam tukaj. Ne zapravite še enega dneva, da bi se smilili sami sebi. Sama sem bila pogreznjena v samopomilovanje in nisem mogla napraviti nobenega napredka. Samopomilovanje je grda navada. To vam pravi Joyce Meyer. Samopomilovanje je grda navada. Nič ni bolj neprivlačnega za pogledati kot osebo, ki se smili sama sebi in to vsakogar izčrpa. Amen. Nobene navade ne morete spremeniti, če niste pripravljeni, da bi se kontrolirali. Najboljši protistrup za samopomilovanje je, da se uprete posedati naokrog brez ciljev in se nehate smiliti samim sebi.
Vstanite in pojdite ven iz hiše, naredite nekaj zase, pojdite na sonce, pojdite na sprehod, pogledajte nekaj lepega, sprehodite se po naravi ali pa pomagajte komu, ki je še v slabših okoliščinah kot ste vi. Nikar ne posedate okrog in se otapljajte v tem. Vstanite. Vstanite in prižgite luč, da bo Gospodova slava zasvetila nad vami. Amen. Moramo živeti svoje življenje in rešiti svet. Mi ne bomo posedali okrog in se sami sebi smilili, ter da smo zagrenjeni ali zamerljivi. Ne dopustite, da vas čustva obvladujejo. Vi jih morate upravljati. Vi imate moč Svetega Duha, da vodite svoje čustva, ne da čustva vodijo vas. Bistvo mojega nagovora leži v tem, da lahko imamo razlog za svoje čustva, ker sem v preteklosti se navadila na samopomilovanje. Bila sem odvisna od tega. Lahko si ustvarite določene miselne drže. Jaz sem jih imela. Vse sem hotela ugotoviti in izvedeti vse, preden sem se lahko umirila. Nisem vedela, kako bi lahko bila srečna, če ne bi vsega vedela. Mislila sem, da moram vse vedeti. Veste, sedaj mi ni mar za to. Dovolj dolgo sem z Bogom, da ne vem tega, kaj bo On storil. Nič ne vem. Veste, ljudje me sprašujejo vse sorte, najbolj osebnih stvari, kot na primer, kaj se bo zgodilo z duhovno službo po vaši smrti? No, najprej nisem še tako blizu smrti, da bi morala misliti le o tem. In drugič, Bog je Bog in On bo storil to, kar mora storiti in vse se bo uredilo. Veste, jaz ne rabim vsega vedeti. Ni potrebno, da bi imela 12 različnih načrtov o tem. Vsak dan bom vstala in zaupala v Boga. Imela sem navado, da sem morala vse ugotoviti in izvedeti in to sem morala opustiti. To je bilo moja odvisnost, nagnjenje v mojem življenju, ko sem prestala pravo agonijo. Če nekaj časa nisem videla in nisem bila srečna. Ponavadi sem se smilila sebi, ko se nekaj ni zgodilo po moje in sem takoj skočila v samopomilovanje. Vi ne morete prelomiti te drže, če se ji nočete odpovedati. Upam, da nekdo pride do točke, ko se ne bo več hotel ubadati s temi stvarmi. Prav, kaj pa čustva jeze? Ob tem imamo nekaj kandidatov, ali ne? Veste, da je opravičena jeza in neopravičena. Na svetu je veliko stvari, na katere bi morali biti jezni, in to so revščina, trgovanje s seksualnimi uslugami ali pa majhni otroci, ki živijo na ulicah. Ko čutimo takšno jezo, bi naš odgovor moral biti v tem, da storimo nekaj za to. Nepravična jeza pa je, če čutite jezo za vsakič, ko z vami ne ravnajo prav, ko ljudje ne naredijo po vašem, vam ne govorijo lepo ali pa ne gledajo v pravi luči na vas. To je nepravična jeza. Če ljudje ne ravnajo prav z vami, boste jezni. Vendar Sveto pismo pravi, ne dopustite, da zaide sonce nad vašo jezo. Lažje je, če se razjezite zjutraj, saj imate cel dan, da to premagate, vendar je težko, če se razjezite malo pred spanjem, saj imate morda le 45 minut, da bi ubogali Boga. Mislim na vse, veste, to je tako kot... Poglejmo v pismo Efežanom 4:26. Jezite se, a nikar ne grešite. Sonce naj ne zaide nad vašo jezo. To pomeni, da ste lahko jezni, vendar ne dopustite, da bi vaše obnašanje postalo grešno. Lahko ste jezni, vendar ste lahko tudi tiho. Lahko ste jezni, ampak ne ravnate grdo z osebo, na katero ste jezni. Joj. Povem vam, da boste lahko po tem predavanju postavili vsa svoja čustva pod kontrolo. Jezite se, a nikar ne grešite. Naj vaša jeza, ogorčenje, razjarjenost ne traja dlje kot do sončnega zahoda. Ne hodite jezni v posteljo. Bog nam pravi, naj tega ne storimo. Ne dajte hudiču prostora ali oporišča. Ne dajte mu nobenih možnosti.
Dajte no, poglejmo, kar pravi Božja beseda. Če se jezimo in zavračamo odpuščanje, mir in spravo, ter zavračamo, da bi za to molili, potem odpremo vrata hudiču. Mi sami. Brez dvoma napravimo sami sebi veliko uslugo, če odpustimo. Kličite blagoslov na sebe in ne lezite v posteljo jezni. Mogoče ste tudi vi storili to, kar sem jaz počela. V jezi sem zlezla v posteljo in se Davida nisem hotela niti dotakniti. Ne bom se te dotaknila. Ležala sem na robu žimnice, samo da se ga nisem dotaknila. Ležala sem tam. Namesto, da bi rekla, naj mi ta neka odeja ali da bi si jo sama potegnila nase, sem raje zmrzovala vso noč brez odeje. Ne bom govorila, ne bom govorila z njim. On je sladko spal celo noč, jaz pa sem bila izmučena. Torej, koga je zabolela moja jeza? Ni zadela njega, zadela je mene. Mislim, da se sedaj preveč smejete. Mislim, da ste prepoznali te stvari. Veste, to niso samo naslovi lepih odlomkov iz Svetega pisma, ki jih nedeljo beremo v cerkvi, da bi bili bolj duhovni. Seveda sem vam govorila, ko se jezite, ne grešite. Resnično vam povem, da naj sonce ne zaide nad vašo jezo. Da, pravim vam, da ne dajte hudiču nobenega oporišča v svojem življenju. Vsi boste rekli amen, amen, amen. Nato pa boste šli domov in prva stvar, ki se bo zgodila, je, da boste jezni cel dan. Dajte no, te stvari vam bodo rešile življenje. Če se naučite ravnati, kot piše v Svetem pismu, potem hudič ne bo imel nobene možnosti, da bi vas kontroliral. Morate uporabljati to v vsakdanjem življenju. Jeza je kakor beda in je nevarna. Spremenite 2 črki in imate bedo. Wow. Seveda bi vam rada rekla, da je to moja pogruntavščina, vendar ni res. Prebrala sem o tem. Ko vas ljudje ranijo, nam Sveto pismo daje zagotovilo, da nas bo Bog maščeval. Ni potrebno vam, kajti On bo to storil. Bog je naš ščit in On bo vrnil tistim, ki so vas ranili. Bog je naš ščit. On nima rad, ko ljudje ranijo njegove otroke. Vendar pa se Bog ne more premakniti, če vi ne storite tega, kar vam je naročeno. Kaj je to? Molite za svoje sovražnike, blagoslavljate jih in ne preklinjate. To pomeni, da nehate grdo govoriti o njih. To pomeni. To pomeni, da blagoslavljate svoje sovražnike. To pomeni, da govorite dobro od njih. Če jih preklinjate, pomeni, da slabo govorite o njih. Bog hoče, da ne boste govorili vsakemu ti, ne moreš verjeti, kaj mi je ta in ta storil. Počakaj, da ti povem, da še enkrat ne stori tega. Povem ti, sestra, da tega pač ne morem več prenašati. Želila bi, da bi ti molila zame, da bi se oni do mene lepše obnašali. Zakaj jih ne prosite raje, naj molijo za vas, da se boste vi lepše obnašali? Zakaj ne prosite za molitev, da bi vi lahko hodili v ljubezni, pa ne glede na to, kaj se zgodi? Pogosta jeza nas spravi v nenehen stres, ki je začetek mnogih bolezni. Zdravniki ameriške bolnišnice na Floridi so primerjali raven srčnega pritiska pri 18 moških z arterijsko sklerozo med 9 zdravstvenimi pregledi. Vsak udeleženec je šel skozi fizični test, ko je poganjal kolo, in 3 miselne teste, ko je reševal matematične naloge, se spomnil nedavnega dogodka, ki ga je napravil zelo jeznega in se je moral zagovarjati zaradi namišljene kraje v trgovini. Zdravnik je z natančno rentgensko napravo slikal udeleženčevo srce med preizkusi. V vseh primerih je jeza povzročila zmanjšano količino krvi, ki jo je srce potiskalo po telesu, in to je bilo še posebej očitno pri tistih, ki imajo srčne bolezni. Zdravniki so podali rezultate preizkusa in za vse je postala uganka, zakaj ima jeza veliko močnejši vpliv na pretok krvi kot pa strah ali pa miselni napor. Vendar dokler še nimamo dovolj raziskav na tem področju, vas ne bo uničilo, če štejete do 10, preden zagorite
ste v jezi. Božji način je, da se sploh ne jezite in da ohranite svoj mir. Jezus nam je dal svoj mir. Bog nam pravi, ne spustite se v takšno stanje, kajti to vpliva na način, kako se odzivate, kako govorite, škodi tudi vašemu fizičnemu telesu. Naučiti se moramo, kako ukrotiti svojo jezo in ne, da se ravnamo po njej. Amen. Če se jezite, potem ne podpirate pravičnosti, ki jo želi Bog. Čustvene navade nam povzročijo, da se odzovemo v okoliščinah, namesto da bi ravnali po Božji besedi. Čustva so zelo močna, to je ena izmed najmočnejših energij na svetu. Bistvo je v tem, da te čustva zbudijo in ti jim slediš. Mi pa moramo priti do točke, ko se čustva zbudijo, ti pa jih lahko nadzoruješ. Vedno sem si rekla, počakaj, da se čustva umirijo in se potem odloči. Vi se dobro zavedate, kako lahko je postati čustveno navdušen za kakšno stvar in jo potem hitro kupite. Zaradi njih zapadete v dolgove, plačujete s plačilnimi karticami, greste v limit za 1 leto. Potem pa vse skupaj stlačite v predali in enostavno pozabite na to, kar ste storili. Vse to zaradi čustev. Ljudje se zadolžijo zaradi čustev, poročijo napačne ljudi zaradi čustev, ali pa se potem ločijo in ne ostanejo s pravim človekom zaradi čustev. Dajte no, jaz vam bolje predavam, kot se vi odzivate. Predstavljala sem si, da me je moj stari David nekajkrat zapustil. Vendar hvala Bogu je še vedno tukaj. Odzivala sva se na en način, ko sva bila razburjena, in na drug način, ko sva bila razočarana. Odzivala sva se drugače, ko sva bila ranjena. Veste, mi se lahko odzivamo na tak ali drugačen način, ali pa se lahko naučimo ravnati z našimi čustvi in si jih držati podrejene. Če pri tem potrebujete več pomoči, imam tudi knjigo o tem. Živeti onstran svojih čustev. To je to. Zagotovo da. Živeti onstran svojih čustev. V redu. Tretja navada je drža samozavesti. Vesela sem, da lahko govorim o tem, kajti hočem, da greste in postavite svoj tako, da ste vi Božji otroci, da je On v vas, okoli vas, za vas, z vami, da vam je On dal talente in vas je opremil z vsemi potrebnimi stvarmi za življenje. Želim, da dvignete svoje glave, potisnete ramena nazaj in hodite pokončno in gledate ljudem v oči. Ni pomembno, kako se počutite, ni potrebno, da čutite zaupanje vase, zato da ste lahko samozavestni. Amen. Vi ne veste, kako se jaz pogosto počutim, ko takole tukaj nastopam. Mislim, včasih pridem sem in nimam pojma, kaj bo moja prva beseda, ki bo prišla iz mojih ust. Naša samozavest je v Kristusu. Verujemo, da nas On ne bo razočaral. Mnogi izmed vas nimate čudovitih stvari v svojem življenju, ki vam jih je Bog pripravil, ker nočete narediti koraka v veri. Veste, kje vas Bog sreča? Ko mu stopite naproti. Veste, kdaj so se vode razdelile? Ko so stopili v Rdeče morje. In ne tedaj, ko so stali na obali in čakali, da bi se zaradi njih vode razdelile. Takrat, ko so stopili noter. Nekateri izmed vas morate stopiti v in dopustiti, da Bog dokaže sebe v vašem življenju. Vstopite in dopustite, da je Bog zares Bog. Ne čakajte na svoja čustva. No, ne vem, ne čutim, da sem na to že pripravljen. Veste kaj? Slabše bi bilo, če bi se čutili pripravljene, kajti če bi se čutili pripravljene, ne bi bili odvisni od Boga. In če se ne počutite pripravljene, potem ste kot, moj Bog, prosim, pomagaj mi, če mi ti ne boš pomagal, potem ne vem, kaj bom storil. Ne zaupajte v meso. Ne zaupajte v svojo izobrazbo. In ne v to, koga poznate, koga ne poznate, kako izgledate ali ne izgledate. Na kateri strani ceste živite ali kdo so vaši sosedi, svoje zaupanje postavite v Kristusa. Veste, kaj vam povem? Če zaupate v Kristusa, potem ni nobenega, ki ga ne bi mogel povišati ali dvigniti. Lahko vam povem čisto resnico. Po merilih tega sveta sem jaz popolnoma neprimerna za to delo, ki ga opravljam. To je absolutna resnica in po merilih sveta za to nisem usposobljena. Če sem čisto odkrita, jih tudi to jezi.
Zato, ker nisem naredila nobene stvari, ki bi jo morala storiti, da bi lahko delala to, kar delam. Amen. Nisem usposobljena. Vendar naj vam nekaj povem. Bog nas usposobi. Vi ste usposobljeni, ker na vas je On posvetil, da lahko delate to, kar delate. Ne podcenjujte se. Ne gledajte koga drugega in si mislite, želim si, da bi bil to in ono. Ne, vstopite. Vi veste, da vas Bog ljubi, vi ste zanj zelo dragoceni, zanj ste vredni. On vam je dal svojega sina, dal vam je talente, dal vam je sposobnosti, dal vam je moč. Vi lahko storite vse, kar morate storiti v svojem življenju po Jezusu Kristusu, ki vam daje moč. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misijonarske skupine Joyce Meyer.